Potezo okoljskega ministrstva, ki ga vodi Andrej Vizjak, je Janković na novinarski konferenci prejšnji teden označil za zgrešeno. Za prvih vsega tega smešenja samih sebe smo dobili odlok, ki nam je MOP razveljavil pravnomočno gradbeno dovoljenje za, poudarjam, dolžino 6 metrov. Poudarjam dolžino C06 metrov, to sta 2 cevi in to je manj kot 0,05, se pravi manj kot 0,5 promila. In mi smo vložili tožbo, jasno, na to, ker ugovora ni možno. Na novinarski konferenci je dodal, da imajo na občini 5 pravnomočnih gradbenih dovoljenj in da je od 12 km povezovalnega kanala C0, ki občino Medvode in Vodice povezuje s čistilno napravo v Zalogu, skoraj 10 km že izvedenih. Arso, poudarjam, je dvakrat do zdaj napisal, da ni potrebna presoja vplivov na okolje. Zdaj, ki je pa narejenih 10 km, govorimo C0, je tretjič rekla, ko smo bili vprašanje kinete, ki trdimo, da ga lahko izvajamo kot del PZI, ne rabimo gradbenega dovoljenja, je Arso napisal, ja, presoja vplivov na okolje. Mi smo dali elaborat za celo dolžino, ampak ne znam si predstavljati, kako si predstavljati presojo vplivov na okolje za 12 km, pričajem pravim je 10 že narejenih, ko gre v bistvu samo vprašanje kinete. Da gre za skupni projekt vreden 110 milijonov evrov brez DDV-ja, da je 69 milijonov evrov evropskega denarja, 12 milijonov evrov je primaknila država, ostalo pa 3 občine, ki sodelujejo v projektu. Zdaj sprašujem, nekdo sam sebi, ki plačuje ta projekt, ukinja 6 metrov, pri čemer, kot veste, imamo neke roke, ko moramo to zaključiti, govorim za Republiko Slovenijo. Če ne bo v roku, ki je september 2023 zaključeno, pride kazen za Republiko, ki lahko doseže milijon evrov dnevno. In da na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če projekt ne bo zaključen do roka, nima odgovora. Jaz tega sploh ne znam predstavljati, kaj ne odgovorim, razen druga, da imamo rok do konca septembra leta 2023 in da naloga vseh partnerjev v tem projektu, da naredimo vse, kar je zakonito in omogočimo izgradnjo.